Pozdravljeni. Podrobneje bi vam rad predstavil program za dvig čustvene zrelosti, ki ga pogosto izvajam, zaradi tega, ker je v bistvu neprimerna čustvena zrelost eden od glavnih vzrokov za cel kup kroničnih težav, če ne celo za vse kronične težave, ki pestijo vse nas, tako na telesnem kot na vedenskem področju in tudi na področju partnerskih odnosov. Naj se bojo partnerski odnosi na intimni ravni, službeni ravni, prijateljski ravni, seveda partnerski odnosi pa potem takoj samo po sebi vplivajo tudi na starševske odnose. Namen programa je, da skozi razlage, skozi odgovore na vprašanja udeleženci začnejo dojemati čustveno zrelost in področje čustvene zrelosti ali pa čustvene neprimerne zrelosti in neučinkovitosti kot eno od ključnih področij, na katerem pride do težav, ki jih vedno težje urejujemo in imamo potem vedno slabše razmerje med urejenimi in neurejenimi problemi. Udeleženci na programu dobijo dovolj razumljivih razlag, večinoma skozi odgovore na njihova vprašanja, se pravi na vprašanja, ki jih postavljate udeleženci na samem programu, na katere pa odgovarjam tako, da v bistvu razložim širše področje, ozadje in temeljne pogoje, zakaj do takega problema sploh pride. Hkrati pa na programu dobite jasno, točno in odločno vodenje AEQ vaj in dihalnega protokola, ki ga učim na programu, s katerim v bistvu vsakodnevno pol ure ali tudi več vložite v sporazumevanje in opazovanje, kako vaša zavest čuti vaše telo in kako vaša zavest lahko vpliva na vaše telo ali pa seveda ne more vplivati. In s kombinacijo teh obeh pristopov, se pravi učenjem teorije skozi odgovore na vaša vprašanja in konkretnim izvajanjem vaj, ki so vodene s strani avtorja teh vaj, se pravi avtorja AEQ metode, to je mene, dobite v 30 dneh, se pravi v 30, to je v bistvu 5 tednov dolg program, dobite dovolj dolgoročen in močen vpliv na vas, da v bistvu opazite stanje vaše lastne senzorno-motorne amnezije ali pa senzorno-motorne odtujenosti, ki vpliva na to, da ne morete, ne znate ali ne smete ali tudi nočete uporabljati čustva na učinkovit način, se izogibate določenim čustvom ali pa določena čustva ne uporabljate, ker jih enostavno ne znate uporabljati, ker se tega niste naučili, ali vam je bilo pa dovolj jasno v fazi otroštva ali pa zgodnje mladosti povedano ali pokazano, da določena čustva niso zaželena, jih ne smete uporabljati. Seveda to potem vodi v nezavedanje neučinkovite uporabe kinetične energije, se pravi vaše življenjske energije, s katero lahko in morate vplivati na življenje, na to, kaj se dogaja, kje se dogaja, kdaj se dogaja in kdo to počne, zato da lahko na primeren način vplivate na okolje ter s tem urejujete probleme, ki vam otežujejo ali slabšajo življenje. In seveda, če se to dogaja kronično, potem je logično, da iz tega razvijete kronične težave. Namen programa oziroma sodelujoči na programu začutijo in hkrati razumejo, da je znotraj njih druga oseba ali pa deloma druga oseba, ta razlika, ta kontrast
med zavestnim temu, česar se zavedamo, in temu, kar imamo v podzavestnih strukturah in v telesu, je pogosto zelo velika, dostikrat je celo kontrastna, se pravi črno-bela, in so udeleženci programa nemalo, lahko bi rekel, celo šokirani, ko v bistvu po prvem tednu ali dveh programa začutijo in opazijo, kako je znotraj njih druga oseba, ki drugače dojema in se odziva na situacije kot tista, ki se jo zavedajo. In s tem v bistvu začnejo razumeti teorijo, ki jo razlagam na programu, ko govorim o čustvih tretje in druge stopnje, o čustvih, ki se jih zavedamo, in o čustvih, ki se jih ne zavedamo, pa jih še vedno dobivamo ali pa jih dajemo. In seveda, ne glede na to, ali se mi zavedamo teh čustev ali ne, vplivajo na to, kako smo, kje smo, s kom smo in ali smo v redu ali nismo. Tako da sam program ima za glavni namen to, da ozavesti udeležence o njihovi dejanski čustveni zrelosti, da dovolj dobro razumejo, zakaj imajo takšno čustveno zrelost, ki seveda, če imajo kronične težave, je neprimerna za njihov način življenja, za okolico, v kateri živijo in se vrtijo v kronično nerešenih problemih, ki pa seveda s časom postajajo vedno večji in vedno bolj moteči in v bistvu povzročajo potem tudi težave na telesni, psihični, vedenjski in na ravni odnosov. In zavedanje teh problemov, in ne samo zavedanje tako, da pač vam nekdo pove, lej, to pa to delaš, pa ni v redu, zakaj ne vidiš, da če ponavljaš določeno vedenje ali pa da ne narediš določenih stvari, čeprav veš, da bi jih moral, da je to za tebe ali za tiste, ki so ti pomembni, dobro, tega ne narediš, zakaj se kar naprej vračaš nazaj na staro vedenje, zakaj ne moreš odločitev, obljub, zavez, ki si jih dal, izpolniti, zakaj se vedeš neodgovorno, zakaj osebi, ki ti bi morala biti pomembna, ne daješ primernega pomena ali pa ji daješ pomen na zavestni ravni, na nezavedni ravni se pa do nje vedeš nepomembno, neodgovorno in ti ne zaupa, zakaj so želje, ki se jih zavedaš, neuresničljive ali pa se uresničijo kratkoročno, dolgoročno se pa zmeraj vse vrne nazaj na staro. Zakaj v bistvu je potrebno, da ljudje sprejmejo ali pa se sprijaznijo s tem, da je pač tako je, kaj pa nej, lahko bi bilo slabše. Kaj se da narediti, da spremenimo delovanje podzavesti, da spremenimo delovanje teh vzorcev, ki smo jih podedovali od svojih prednikov iz okolja, v katerem smo rastli gor, potem smo jih še utrdili ali pa dopolnili s svojo lastno zavestjo. Te podzavestni vzorci seveda potem z leti vedno bolj morijo ljudi in sploh recimo tam nekje po izkušnjah po 35. letu ali pa že celo prej pri mlajših generacijah dobivajo vedno večjo moč in v bistvu ubijajo dobesedno voljo, željo in motivacijo, da bi bil drugačen, da bi naredil nekaj stvari drugače, da bi dosegel nekaj, kar nobeden pred tabo v tvoji družini še ni, in potem tudi to obdržal. Delam z veliko ljudmi, ki so dosegali neverjetne stvari z svojo močjo, svoje volje, odločenostjo, pogumom, potem pa v bistvu, ko so na vrhu, se jim začnejo pa stvari podirati, pa ne morejo nič narediti, da bi to preprečili, ali pa ostanejo na vrhu na enem področju življenja, na vseh ostalih ali pa na veliko ostalih področjih pa padejo. Vse to se v bistvu da bistveno izboljšati skozi AIQ pristop, skozi način, da dvigujete čustveno zrelost, in program, ki je temu namenjen, v bistvu omogoča točno to. Program bom vodil
Aleš Ernst, se pravi jaz, avtor AIQ metode, ki sva jo razvila skupaj z mojo partnerko Vesno. In v dosedanjih programih, se pravi, zdaj imam za sabo že več kot 1000 vodenj spletnih programov, sva postopoma opazila in uvidela, da je glavni problem vseh udeležencev, ki so se prijavljali na programe zaradi želje in potrebe po urejevanju kroničnih težav, ta, da niso imeli primerne čustvene zrelosti in primerne čustvene učinkovitosti, ter so v bistvu svoje čustva, svojo kinetično energijo, s katero, ki jo daješ ven iz sebe v obliki besed, pogleda, kreten, gibanj, pritiskov, odmikanja, premikanja, niso mogli se vesti dovolj odraslo. Zdaj, definicija odrasle osebe po AIQ metodi je, da odrasla oseba je tista, ki več problemov uredi kot naredi. Seveda definicija otroka ali pa neodrasle osebe je pa ravno obratno, da več problemov naredi kot uredi. In kaj smo opazili je, da vedno pri strankah, pri udeležencih, ki so imeli kronične težave, je vedno bilo v bistvu, da na določenem področju ali več področjih življenja so več problemov naredili kot uredili, oziroma njihova sposobnost urejevanja problemov je bila prenizka, da bi lahko prenesla pritok novih problemov, ki jih čas in življenje prinaša. In potem seveda na teh področjih življenja moraš razviti, si primoran razviti različne načine, vzorce, taktike in obrazce, da se izogneš temu, da tega ne vidiš, da to preložiš na nekoga drugega ali na drug čas ali na drug kraj, da brcne stvari dol pač po ulici naprej, ampak problem je, ker prej slej bo spet ta problem srečal in običajno, kaj se zgodi, je to, da pač nižjo, ko imajo ljudje čustvena zrelost, bolj pogosto za njih deluje Murphyjev zakon, kar pa na noben način ni dober. In tako sva skozi programe in učenje AIQ metode na individualni ravni in na ravni šolanja učiteljev AIQ-ja v bistvu videla, da je neprimerna raven čustvene zrelosti ključen vzrok za jakost in pogostost ter dolgoživost kroničnih težav. Zato sva tudi več let vložila v raziskovanje in razvoj pristopa, kot ga sedaj AIQ uporablja, kjer v bistvu z uporabo teorije in vaj učiva, oziroma v bistvu jaz učim AIQ metodo, da ljudje lahko dojamejo, kaj z njimi ni v redu. Torej, na programu dobite informacije, vodenje od mene osebno. Sam program v bistvu je precej zahteven za večino ljudi, čeprav se v bistvu na začetku tega niti ne zavedajo, zaradi tega, ker vsaj pol ali pa v bistvu celo več, 60% po raziskavah, ki jih delamo zraven, ko organiziram programe, ljudi pride na program tako z neposebnimi težavami. Imajo neke pač stvari, ki jih motijo, ampak nič takega, ki se ne bi dalo živeti naprej, ampak me zanima, če lahko kaj novega najdem ali pa odpravim to. Dostikrat mi pišejo ali pa rečejo, da imajo par težavic, čeprav če mi nekdo piše tak mail, pa takoj vem, da govori o težavah, samo zaradi lastnega popačenja in neprimerne recimo uporabe pomanjševalnice v tem primeru sam sebi govori ali pa daje občutek, da to ni nič takega. Ker seveda, če pomanjšaš določeno težavo, pa to ni nič takega, potem jo je lažje prolongirati, jo prestaviti na enkrat kasneje. Seveda težava pa je, da ni tako majhna stvar in da so te stvari običajno
zelo globoko zasidrane in izvirajo ne samo iz našega otroštva, ampak iz vzorcev in ravni čustvene zrelosti, ki so jo naši starši razvili v svojem življenju in jo podedovali od svojih prednikov. In trenutno je razlika med ravno čustvene zrelosti, ki jo imamo ljudje, in ravnjo kompleksnosti življenja, in predvsem zaradi uporabe vedno bolj zrele tehnologije, ki se zdaj z uporabo umetne inteligence tudi v bistvu že deloma seli na področje človeških odnosov, kjer v bistvu vedno bolj učinkovito zamenjuje ljudi. Seveda jih zamenjuje samo zaradi tega, ker dejansko imajo ljudje toliko nižjo čustveno zrelost ali pa prenizko čustveno zrelost, da so zadovoljeni s tem, da se pogovarjajo ali pa da imajo odnos z strojem, ki imitira čustva, ki imitira človeškost, dejansko pa nima niti čustev, niti ne more imeti človečnosti, predvsem zaradi tega, ker ni iz mesa in krvi, nima živčnega sistema mišic krvi, ne čuti bolečine, tako kot jo lahko človek začuti, in seveda potem tudi se ne more dejansko zavedati, kdo in kaj je, ter kakšen smisel je njegovega obstoja. In glavna težava, s katero se ljudje, ki so na programih, soočajo, je ta, da v bistvu v 30 dneh programa začnejo dojemati, da so težave, ki jih imajo, bistveno večje in bolj globoke, kot so si mislili ali pa kako so upali ali pa so bili celo prepričani, kar je seveda logično, ker zanikanje dejanskega stanja je eno od glavnih motivov sploh za obstoj senzorno-motorne amnezije. To je stanja, ki je pogoj za to, da sploh razvijemo kronične težave, ker sama senzorno-motorna amnezija ali pa njena bolj močna verzija, senzorno-motorna odtujitev, omogoča to, da je komunikacija med zavestjo in med možgani, med zavestjo in med telesom popačena ali omejena. Glede zaradi tega, da stvari, ki se jih zavedamo v telesu, da so takšne, kakšne so, tako na telesni ravni, kot tudi na tem, kje živimo, v kakem okolju smo, kakšni so odnosi, v katerih smo, če so pretežki, prezahtevni za našo čustveno zrelost, se pravi, ne moramo nič narediti glede tega, kot to, da jih zanikamo, da naredimo ustvarimo iluzijo, da stvari niso takšne, kot so v resnici, ampak naredimo drugačno verzijo realnosti, ki pa seveda potem se pokaže, da ni resnična in kot taka vedno bolj težko, vedno bolj onemogoča reševanje problemov, ne? Predvsem zato, ker sama resnica kot taka za sabo potegne odgovornost. Odgovornost je pa nekaj, kar je za ljudi vedno zahtevno, in samo čustveno primerno zrela oseba je sposobna v bistvu tudi prenesti pritisk in zahtevnost te odgovornosti in seveda s tem povezano tudi količino resnice, ki jo je sposobna prenesti ali pa v svojem življenju uporabljati, ne. In zdaj največ težav, ki jih imajo ljudje pri sodelovanju na programu, je ravno to, da dlje ko so v programu, bolj vidijo, kakšno je dejansko stanje, bolj močen imajo odpor do programa oziroma do tega, da bi bili še naprej v programu in videli še bolj globoko v svoje dejansko stanje, predvsem zato, ker so navajeni od prej, da tako ne moreš nič narediti glede tega. Ta odnos, ki ga razvijamo, se pa običajno vzpostavi, najpogosteje vzpostavi ravno v otroštvu, ko mi kot otroci čutimo, kaj ni v redu, starši pa, ki imajo svojo senzorno-motorno amnezijo že razvito, bistveno na višji ravni, na višji jakosti kot mi, kot majhni otroci, pa vidijo svet, odnose drugače kot mi in seveda ne razumejo ali pa nočejo razumeti ali pa ne morejo razumeti
zakaj mi nismo v redu, zakaj se vedemo tako, kot se vedemo, in seveda potem pritiskajo in vplivajo na nas, da tudi mi sami sprejmemo njihov način življenja, čeprav je lahko zelo napačen, tak način življenja zelo krši zakon časa in zakon o ravnovesju, ki sta glavna zakona, po katerih v bistvu funkcionira življenje kot tako. In zdaj mi jokamo, smo bolani, imamo take in drugačne težave, s katerimi v bistvu otrok na svoj otroški način opozarja odrasle, da z okoljem, v katerem živi, nekaj ni v redu, da živi v toksičnem okolju, čeprav lahko starša tako okolje, v katerem živijo vsi skupaj, dojemata kot normalno okolje, ker je pač, ali pa okolje, ki je boljše od okolja, v katerem sta ona dva gor rasla, kar je zelo pogosto razlog. Samo dobro še ne pomeni, da je tako okolje primerno in zdravo, ter da otrok, ki predvsem čuti podzavestno telesni del staršev, ne živi še zmeraj v okolju, v katerem starša, ki imata potlačene travme iz svojega originalnega okolja, v katerem sta ona dva gor rasla, ga ne dajeta otroku naprej in se v bistvu otrok razvija za starše zelo pogosto nenavadno, ker ogromnokrat, ko delam z strankami, ki me kontaktirajo zaradi težav, kroničnih težav, ki jih ima otrok, na začetku sploh ne razumejo, kako je mogoče, da njihov otrok ni v redu, ko je pa toliko boljše vse, kot je bilo, pa ko je bila ona ali on, oče ali mati, ko sta bila otroka, da zdaj svojemu otroku nudita stvari na drugačen način, kot so oni, tisto, kar ona dva nista imela, ima zdaj otrok tega dovolj, včasih celo preveč, ampak kljub temu otrok ni zdrav, ni zadovoljen, ni živ, glih prav živ, ampak ima cel kup težav, od alergij do težav v razvoju, do težav z vedenjem in podobno. Ampak ko gremo skozi individualno obravnavo ali pa tudi na programih bolj globoko v področje čustvene zrelosti, v področje čustev druge in tretje stopnje, se pravi zavestnih in podzavestnih čustev, se pa vedno bolj pokaže in tudi odrasle osebe potem spoznajo, da to, kar si želijo in to, kar so prepričane, da imajo, da so ustvarile, da ni tako, oziroma da je samodelno tako in da na otroka vpliva nadmočno in stalno njihovo podzavestno stanje, stvari, ki so jih doživeli in preživeli, odpustili, pozabili, ampak to na telesni ravni v bistvu vse ostane, dokler se to ne spremeni, dovolj spremeni povezavo med telesom in zavestjo, da se spremeni tudi podzavest, kar je namen učenja AEQ-ja, sploh na programih. Ampak ko opazijo te stvari, jim je vedno težje biti na programu, zaradi tega, ker je v bistvu vsak dan prinese še malo več razumevanja, malo več zavedanja in malo več spoznanja, kako njihovo telo v določenih situacijah, v katere jih postavim pri vodenju vaj, odreagira pretirano, alergično, nevrotično, včasih tudi histerično, kako recimo oseba, ki ima sicer izvrstno telesno pripravljenost, nima nekih posebnih težav, niti ni stara, ko stoji pa izvaja določene vaje ali pa diha na določen način, začne v notranjosti telesa čutiti močne občutke, močne senzacije, močne impulze, se začne vrteti, začne biti vroče, začne zebst, se začne trest, se začne zgubljati ravnotežje in podobno. Pa ne najde, tako ni nobene realne razlage ali pa razloga v tistem trenutku, zakaj se tako počuti, in takrat je prisiljena spoznati, da ima v svojem telesu še eno drugo entiteto, en drug način vedenja, en drug krmilni sistem, in potem v bistvu začne bolj razumeti to, o čem govorim v odgovorih na vprašanja. In v bistvu pride pri strankah do takega
zapletenega odnosa do programa pogosto, kjer v bistvu po eni strani so veseli in mogoče tudi rekel zadovoljni, da so spoznali nekaj, kar bi jih v prihodnjih letih peljalo v vedno več težav, že zdaj. Po drugi strani imajo pa, zakaj sem to spoznal, ker v bistvu mi je bilo lepše prej, ko tega nisem vedel, ker je bilo moje življenje vsaj na prvi pogled bolj enostavno, čeprav vejo pa po drugi strani, da glih zaradi tega prikrivanja, potlačevanja, popačevanja in sprenevedanja njihovo življenje z vsakim letom postaja slabše. Ampak nekaj časa si to slabšanje kvalitete življenja lahko razlagamo, pa utemeljujemo in tudi verjamemo, da pač to zaradi tega, ker smo vedno starejši, da je to normalno in da tukaj se ne da nič narediti, ne. Kar pa k sreči ni res, saj se skozi ravno učenje IQ-ja in postopoma vedno bolj učinkovitega in kvalitetnega zavestnega spreminjanja vedenja, ki se potem skozi čas spremeni tudi v spremembo podzavestnih vzorcev, da življenje izboljševati in v bistvu leta pa staranje ne vpliva na tak negativen način, kot so ljudje prepričani, ker imaš drugačne razloge, vidiš, kaj vse ali pa katere stvari niso v redu, zakaj niso v redu, kaj ne štima. In potem seveda lahko tudi kvalitetno urejaš, ker bolj ko razumeš, zakaj se gre, bolj lahko tudi najdeš pravilno rešitev in jo potem tudi na primeren način v pravem času in v pravi količini uporabiš. In tudi namen IQ vaj, ki jih učim na programu, je ta, da se v bistvu skozi vaje izvajalci vaj naučijo potrpljenja, naučijo čutenja samega sebe, tudi takrat, ko jim to ni fajn, ko bi rajš bili kje drugje ali pa delali nekaj druga ali pa bili z nekom drugim. Naučijo se, da kljub tem, da imajo v sebi višjo vzburjenost čustev ali občutkov, bolj vzburjeno, bolj simpatično stanje avtonomnega živčnega sistema, ker se zaradi določenih besed, določenih gibov, določenih napetosti, ki jih vaja ustvari v telesu, pri njih zaradi preteklih travmatičnih izkušenj, tako njihovih kot recimo njihovih staršev, aktivirajo določeni preživetveni odzivi, pride do močne aktivacije avtonomnega živčnega sistema in vaja v bistvu omogoča, da kljub temu, da imamo bolj vzburjeno telo, bolj vzburjen živčen sistem, da smo v večjem stresu, pod večjim pritiskom, v večji stiski, ohranimo in izboljšujemo vpliv naše zavesti, zato da najdemo boljši, bolj kreativen vzorec, rezultat, način pristopa, da določeno kronično vedenje, ki se nam ponavlja, že samo zaradi tega, ker izvajate vaje na določen način, ki ga jaz vodim skozi program, in potem seveda vedno bolj znate tudi to začutiti prej in pravočasno v vsakdanjem življenju izven vaj, in to vam v bistvu omogoča višjo čustveno zrelost in višja čustvena zrelost vam pa omogoča bolj pravilno in bolj pogosto uporabo kreativnosti, ki jo je vaša zavest sposobna imeti in razviti za urejanje in izboljševanje ter odpravo kroničnih problemov, ker kreativnost je protistrup za kroničnost in IQ temelji na tem, da znate dovolj dobro ali pa vedno bolje določiti, katere kronične stvari, katera kronična vedenja, ki jih imate, so za vas koristna, katera so škodljiva, in potem pri škodljivih kroničnih vedenjih, za katera vedno bolj iz telesa čutite, da niso dobra, uporabite svojo kreativnost in to kronično škodljivost postopoma zmanjšate in jo lahko spremenite celo v kronično koristnost, kar je pa vsekako zaželeno in vodi v višjo čustveno učinkovitost, ki pa za katero je pa seveda potrebno tudi imeti višjo čustveno zrelost. Raven čustvene zrelosti, sploh celostne čustvene zrelosti, se pravi, koliko imamo čustveno zrele vzorce v podzavesti, kakšna je naša povezava med telesom in med našo zavestjo,
koliko naša podzavest deluje kot tisti del nas, ki nam pomaga imeti bolj učinkovita življenja in biti boljši v reševanju problemov, sploh dolgoročno, se pravi vseh problemov, ki jih rešimo na dolgoročno vzdržen način, se pravi, da ni samo nekaj na hitro razimproviziran, pa poflikan, tako da drži, pa bomo pa že videli, kaj bo, ampak da se problemov, na katere naidemo in se z njimi soočamo, lotimo, kakor je mogoče temeljito in jih zrihtamo za dlje časa, ker seveda imamo potem manj Murphyjevega zakona v življenju in imamo večkrat mir. To je vse odvisno od tega, kakšno imamo senzorno-motorno amnezijo, kakšno imamo senzorno-motorno odtujenost, čustveno zrelost in čustveno učinkovitost. In to loči uspešne ali pa ljudi, ki imajo boljša življenja, ki imajo lažja življenja od ljudi, ki imajo težja življenja. Predvsem zato tega, ker je zato, da imate bolj uspešno življenje ali pa lažje življenje, bolj zdravo življenje z več zdravimi odnosi, manj nemoči, manj sovraštva, manj grenkobe, manj obupa, manj razočaranosti, je nujno biti sposoben prevzemati odgovornost, zato da tisto, kar ni v redu, urediš na tak način, da bo urejeno tako, kot je treba, kvalitetno in dolgoročno. Seveda, odgovornost kot taka pa zahteva višjo čustveno zrelost. In višja čustvena zrelost pa zahteva nižjo senzorno-motorno amnezijo, kar pomeni, da oseba bolje čuti, kaj se dogaja, s tem lažje določi, kaj je pomembno, kaj je nepomembno ali manj pomembno, s tem bolj natančno opredeli, zakaj je odgovorna, do kje je odgovorna in na kakšen način je odgovorna, da nekaj, kar jo moti, ovira, ogroža ali omejuje, uredi. In zaradi nižje senzorno-motorne amnezije pa tudi bolj kreativna v uporabi ali souporabi podzavesti in zavesti, se pravi kroničnosti in kreativnosti. Na ta način je boljša v reševanju problemov, bolj učinkovita v reševanju problemov, se pravi problem pravočasno opazi, ga dovolj z mirno glavo, trezno prouči, na ta način vpliva za svojo zavestjo in seveda lahko tudi na račun tega, ker uporablja svojo zavest in razmišlja o tem problemu pravočasno, poišče potrebno pomoč, odgovore, dodatne informacije, razvije določene veščine, orodja in podobno, zato da se lahko problema loti kvalitetno in pravočasno, ter seveda na ta način problem sama ali v kombinaciji z drugimi ljudmi, za katere presodi, da so koristni in primerni za pomoč pri reševanju problema, problem uredi in ima s tem več urejenih problemov in dlje in bolj kvalitetno urejenih problemov in takšno življenje je lažje. Od alternative, ki pa je seveda, da problem vidimo šele, ko ga ne moremo več ignorirati, ker je že prevelik, preobsežen in nas toliko moti, ovira, ogroža, da ne moremo več, ne glede na to, kako senzorno-motorno amnezijo ali pa odtujenost imamo, ga spregledati. Potem, ker ga vidimo prepozno ali pozno, dostikrat tudi prepozno, pa se več ne da nič narediti, ampak lahko se samo rečemo, pač nič ne morem narediti, je že prepozno, je količina opcij, s katerimi lahko vplivamo na problem, manjša, se pravi, imamo manjši manevrski prostor, manj časa imamo na razpolago in seveda je vpliv podzavesti na reševanje tega problema večji, vpliv zavesti na reševanje tega problema manjši. In zdaj bolj, ko rešujemo probleme iz podzavestnih struktur vodenja, bolj jih rešujemo na enak način, na kronično enak način. In zdaj, če ta kronično enak način, s katerim delujemo, neprimeren, nekvaliteten, seveda ne moremo dobiti boljše rešitve problema in potem smo vedno enako ali podobno neučinkoviti v reševanju problemov, improviziramo reševanje problemov in probleme rešujemo slabo ali pa kratkoročno,
kar pa seveda pomeni, da imamo vedno več problemov, ker ne samo, da starih dokončno ne rešimo, ampak v bistvu dobivamo vedno več novih, ob tem, da imamo stare slabo rešene ali pa nerešene, in tako življenje je vedno težje, ker sposobnost kvalitetnega, pravočasnega in učinkovitega reševanja problemov definira, koliko bo življenje v redu ali ne bo v redu, sploh če gledamo dolgoročno. In tukaj je sodelovanje na takem programu, kot je program za dvig čustvene zrelosti, zelo dobrodošlo, da dejansko skozi izvajanje vaj vidite sami in začutite sami, kako ste dobri pri reševanju problemov, v katere pridete med izvajanjem vaje. Čeprav se zavedate, da so to nenevarni problemi, da pač je težava v tem, da če stojite malo dlje časa samo na levi nogi, da se začnete počutiti zelo neprijetno ali pa nemočno, dočim če recimo stojite dlje časa na desni nogi, pa tega ni. Zdaj, v vsakdanjem življenju pa večino časa ste rajš na desni nogi, čeprav se ne zavedate zakaj. S tem kratkoročno rešite problem tega, da imate levo nogo preobčutljivo, prešibko, preveč napeto, ker je spet povezano z otroštvom in linijo, žensko linijo, vašo žensko linijo. Ampak s to kratkoročno rešitvijo, da ste več časa na desni nogi, pa seveda naredite dolgoročen problem, ker se vam strmo veča verjetnost, da boste imeli kronično težavo z desno nogo, z desnim kolenom, desnim kolkom, različnimi mišičnimi skupinami, krčnimi žilami in podobno. In seveda, ko med vajo začutite te stvari in v bistvu vidite, da samo to, da se pripravite pa da vztrajate na levi nogi, da ni zadost, da je tukaj odzadaj še skozi razlage, ki jih dobivate, še veliko več teh stvari, ki bi bilo treba urediti, pride do tega, da se na samem programu začnete soočati z dejansko sposobnostjo soočanja s problemi, iskanja rešitev za problem in dejansko tudi izvedbo dejanj, s katerimi naj bi ta problem uredili, in potem vidite, kje ste. Tudi del samega tega programa je učenje pomembnosti primernega partnerskega odnosa za učinkovito življenje, predvsem zaradi tega, ker se moški pa ženska v partnerskem odnosu dopolnjujeta. Moški je močnejši na določenih področjih, ženska na drugih določenih področjih. Zdaj, če dobro poznate to, če imate nizko senzorno motorno amnezijo v sebi in med sabo, lahko jasno in učinkovito določita, kje je boljš, da je nekdo aktiven, kje je drug aktiven, in si primerno razdelita obveznosti in določita dejanja, kje sodelujeta, kje delujeta vsak za sebe, in s tem v bistvu še bolj dvigneta učinkovitost reševanja problemov in imate s tem, zaradi tega, ker sta bolj učinkovita v reševanju problemov, sta si bolj privlačna in je s tem tudi njuna zveza bolj trdna. Bolj trdna partnerska zveza seveda pa omogoča bolj kvalitetno starševsko zvezo in sploh željo, da bi bili starši, kar je povsem logično. Ker osnova otroka kot taga je, da več problemov naredi kot uredi, kar je povsem normalno in naravno, ampak hkrati pa tak otrok potrebuje ob sebi starša, ki se vede kot odrasla oseba, kar pomeni, da več problemov uredi kot naredi, ker drugače v nasprotnem primeru pride do tega, da mora otrok prehitro odrasteti ali pa biti manj zahteven, manj omejiti svoj razvoj, zaradi tega, ker enostavno starš ni sposoben toliko problemov urediti, kot jih otrok naredi, pa seveda tudi starš sam sebi naredi cel kup problemov, če ni primerno čustveno zrel. In v takem primeru vidim dve variante. Ena je, da pač otrok veliko prehitro zraste in je čustveno prezgodaj dozorela oseba, ne zato, ker hoče, ampak ker more, ker nekdo more reševati probleme. Težava pa je, če otrok rešuje probleme odraslih, da je to nekvalitetno reševanje problemov, ki v bistvu zmeraj pade na pleča otroka in
in vodi v zlorabo, zloraba vodi pa v sovraštvo in nemoč, in to sovraštvo potem otroka v bistvu razje, uniči in ga skozi njegovo odraščanje in potem tudi odraslost pelje v to, da v bistvu ima neprimerno čustveno zrelost, ker je od svojih staršev ni mogel dobiti in jo potem tudi sam uporablja na neprimeren način, ni dovolj učinkovit v reševanju problemov v svojem življenju, kar pa seveda potem zmanjšuje verjetnost za primerno partnersko zvezo. Neprimerna partnerska zveza pa zmanjšuje verjetnost za starševsko zvezo in se potem vse to, kar danes vidite, da je vedno manj otrok, vedno manj stabilnih partnerskih zvez, pa postaja vedno bolj pereč problem. In zato ta program organiziram, da bi lahko ljudje, ki se zavedajo, da imajo kronične težave in po drugi strani se zavedajo tudi, da je možno te kronične težave urediti s spremembo vedenja, s spremembo delovanja živčnega sistema, spremembo odnosa med telesom in zavestjo in sprememba odnosa zavesti do telesa. Organiziram zato, da lahko v bistvu tisti, ki jih to zanima ali to potrebujejo, iz prve roke dobijo natančne odgovore, ki so pogosto tudi boleči ali pa zahtevni za poslušati, da lahko izkusijo skozi vaje, ki jih na programu vodim, kakšno je dejansko njihovo notranje razmerje med njihovim telesom in njihovo zavestjo, da skozi take vaje začutijo, kje se njihova podzavest vmešava, vpliva in dela probleme pri najbolj enostavnih stvareh, kot so recimo napet ledven del hrbta pa sprostiti trebuh ali pa napet trebuh pa sprostiti ledven del hrbta. In skozi te izkušnje, ki jih dobijo med vajam, začnejo spoznati, kako podzavest, če hočejo ali nočejo, zelo močno in pogosto destruktivno, uničujoče vpliva na njihovo življenje in jim uničuje kvaliteto življenja. In pač prej, ko se tega lotite, boljše je zaradi tega, ker ste manj časa v nespoštovanju fizikalnih zakonov in manj časa prebijete v tem, da vaše delovanje tako na zavestni kot na podzavestni ravni ni usklajeno z fizikalnimi zakoni, niti z vašim lastnim telesom. Sam AIQ zdaj obstaja v bistvu 8 let. V tem času sem izšolal že več kot 130, mislim, da je 140 trenutno učiteljev AIQ metode in imel ogromno strank vseh starosti, spolov, interesov, poklicev, izobrazbe, ki so v bistvu opazile same in imate na naši spletni strani cel kup mnenj teh ljudi, kako tako znanje, ki ga lahko dobijo pri meni, vpliva na njihov pogled na same sebe in na to, kakšni so, zakaj so takšni, odkje izvirajo, kaj pomeni njihov priimek, kdo so njihovi predniki, kaj se je dogajalo vse v generacijah pred njimi, da lahko povežejo te dogodke iz preteklosti z njihovo sedanjostjo in dojamejo, da samo moč volje, zavesti in odločenost, ki jo imajo, ali pa sposobnost, da pozabijo stvari, da potlačijo stvari, da jih vržejo stran, ni dovolj, da bi dejansko naredili celostno spremembo, ker pri celostni spremembi je ključna postavka ravno telo in iz telesa, če hočemo iti v celostno spremembo, dobimo cel kup zelo negativnih občutkov, ki jih ne bi radi podoživljali, ker smo jih že tako doživljali v preteklosti, ampak na drugačen način do celostne spremembe podzavestnih živčnih struktur, nevronskih mrež in vedenjskih vzorcev, ki jih imamo na drugi stopnji čustev, ne gre, se ne da doseči. In namen AIQ je ravno to, da se to zgodi in dokazal o tem, da se na ta način da bistveno spremeniti svoje življenje, če se dovolj
globoko odločimo iti v to in smo pripravljeni potrpeti neprijetnosti in tudi močne občutke strahu, žalosti, razočaranja, obupa, besa, gneva, prezira, maščevanja, gnusa, za katere noben ne mara, da jih ima v sebi in vsak upa, da jih nima ali pa da jih ne rabi, ker živi na tak način, da ta čustva niso potrebna, je pa treba prej slej pogledati resnici v oči in spoznati, da izhajamo iz generacij, ki so dale čez v enem stoletju 2 svetovni vojni, ki sta bili obe zelo hudi, bilo je cel kup hudih bolezni, lakote, zatiranja, izdaj, zavajanja, manipulacije, propagande, neprimernih partnerskih odnosov, izjemno slabega odnosa med spoloma, zlorab, tako spolnih kot telesnih. In to imamo vsi v sebi. In skozi AIKO programe, skozi šolanja, vedno znova vidim, da tisti, ki so sposobni dati to skozi, ki so sposobni prenesti stanja, v katerih so v preteklosti bili in jih zdaj potegniti ven v sedanjost in dodati v te spomine nova dejstva, da niso več stari 5 let, da niso več v nemočni do očeta, do mame, do dedka, do babice, do učitelja in podobno, ampak da sta sedaj odrasla, samostojna oseba, ki lahko sama ali še bolj v kombinaciji s primernim partnerjem doseže bistveno višjo čustveno zrelost, kot jo je dobila v zibko ob svojem rojstvu. S tem v bistvu dosežejo to, da se jim življenje bistveno spremeni in na ta način vsak dan znova dobivam praktične dokaze, kako z AIKO pristopom lahko spremenite, dolgoročno spremenite svoje življenje. Seveda rad bi poudaril, da AIKO pristop, tako AIKO metoda, kot AIKO dihanje, kot AIKO odnosi, niso primerni, niti niso nikoli bili načrtovani oziroma ustvarjeni za hitre spremembe, za reševanje hitrih, akutnih težav in za neko polovičarsko, površinsko pleskanje problemov ali pa ustvarjanje neke maske v nekih kulis. Ker dejstvo je, da če hočemo kronične probleme spremeniti in na njih pozitivno vplivati, je potrebno postopoma doseči celostno spremembo tako na področju zavesti, kar je v bistvu še relativno gledano najlažje, kot na področju telesa, ker je dosti težje, ampak še zmeraj ob primerni teoriji in na primernem vodenju vaj je popolnoma izvedljivo pri skoraj vseh ljudeh, kot do spremembe podzavesti, kar je v bistvu še najtežje, zaradi tega, ker če hočemo dejansko spremeniti podzavest, moramo dovolj spremeniti okolje, v katerem funkcioniramo in ga obdržati spremenjenega, kljub temu, da iz podzavesti dobivamo konstantno želje ali pa potrebo, pritisk, da okolje vrnemo nazaj v staro obliko, ker je bila preverjeno dobra, tako kot je včasih bilo. In seveda, ko vam to uspe, kar pa se vsekakor da v letu, 2, največ 3 doseči, je vedno znova isti rezultat. V bistvu ljudje rečejo, da vidijo, koliko je bilo prej vse ali pa veliko stvari drugačnih in koliko jim je v bistvu, ko jim je postalo jasno, kaj vse ni v redu in da so se opolnomočili skozi učenje metode, dobili moč, sposobnost zadihati, razširiti prsni koš, sprostiti mišične napetosti, se razširiti in imeti tudi boljši občutek in boljši nadzor nad sabo, koliko je v življenju manj problemov, predvsem zaradi tega, ker so zaradi dviga čustvene zrelosti spremenili razmerje med, so se začeli vesti bolj odraslo, se pravi kot osebe, ki več problemov uredijo, kot pa naredijo. Na spletni strani imate cel kup člankov, na spletni strani imate tudi objavljene raziskave, ki smo jih naredili skozi vprašalnike na udeležencev programov,
kjer lahko v bistvu dobite tudi potrditve o kredibilnosti in dejanskem pozitivnem učinku, ki jih ima učenje AIQ-ja na ljudi. Na YouTubu imam cel kup videov, kjer v bistvu razlagam, kako na določene težave, kronične težave gleda AIQ kot tak, in si jih priporočam, da si jih poslušate, vsaj tiste, ki se nanašajo na vaše probleme, da vidite, ali je pogled in logika razmišljanja, kako z dvigovanjem čustvene zrelosti odpravljati kronične težave za vas sprejemljiva. Ste pripravljeni se učiti in ji posvetiti 30 dni, se pravi, to je cirka 32-33 ur svojega časa v dobrem mesecu dni. In če vidite, da vam to vse skupaj pije vodo, vam vsekakor priporočam prijavo in udeležbo na takem programu, ker je to v bistvu zaenkrat daleč najbolj učinkovit način, kako se učiti AIQ. In potem veliko bolj točno veste, na čem ste, kako ste, in seveda potem lahko greste naprej v učenju AIQ-ja, tudi preko učiteljev AIQ-ja, ki so različnih stopenj in vam lahko seveda temu primerno tudi pomagajo z individualno obravnavo ali pa z svojimi programi, kjer lahko pol greste v doživljate ali pa občutite podobne stvari kot na mojem programu z drugega vidika, z vidika druge osebe, druga učitelja, ki ima svoj karakter, svojo osebnost, svojo zgodovino in iste principe, kot jih jaz uči naprej v svoji verziji, ki vam lahko bolj ali pa manj ustreza, to je pa čisto odvisno od vsake situacije, od vsakega posameznika. AIQ kot tak je metoda, ki je v bistvu nova, čeprav temelji na ostalih pristopih iz preteklosti, so drugače združeni oziroma so združeni skozi razumevanje, na kakšen način fizikalni zakoni vplivajo na človekovo telo, in skozi prakso, ki sem jo dobil, najprej skozi klinično somatiko, nato pa skozi AIQ metodo, opazil, da ljudje, ki imajo ali pa ki imamo, tudi sam sem jih imel, nekih imam še, kronične težave, je to vedno povezano s kronično kršitvijo fizikalnih zakonov, neupoštevanjem časa, neupoštevanjem občutkov, ki jih imamo v svojem telesu in okoli nas ne vidimo zaradi senzorno-motorne amnezije, ne čutimo, ne slišimo, ne okušamo, ne zavohamo, kaj se v resnici dogaja, zaradi tega, ker nam je resnica takšna, kot je, zaradi neprimerne čustvene zrelosti prezahtevna. In menim, da takega pristopa drugi nimajo oziroma ne uporabljajo, saj ne na tak način. In ena od stvari, zakaj ne, mislim tudi, da je to, ker je tak pristop dosti zahteven, dosti težek za udeleženca in seveda tudi ni hiter, ker pa seveda danes v obdobju instantnega reševanja problemov, kjer v bistvu poskušajo vsi probleme reševati čim hitreje, zaradi hitrosti pa v bistvu izgubljajo na globini in na temeljitosti oziroma dolgotrajnosti. Tak pristop ni toliko popularen, zato ker ljudje vedno rajš, pa pogosto zberejo rajš bolj kratkoročno pa hitro rešitev, kot pa dolgoročno pa trajno. Ampak dejstvo pa je, da če hočemo kronično stanje urediti, da po fizikalnih zakonitostih obstaja samo en tak pristop, da je treba spremeniti sebe kot celoto, kar je pa seveda dosti bolj zahtevno. AIQ kot pristop v bistvu zdaj, kot sem že rekel, 7-8 let aktiven. Seveda na začetku, ko sem ga sam jaz učil, je bil tem primerno neznan, tudi na splošno takrat, 2012, 2013 in
kasneje, ko sem začel učiti klinično somatiko, je bila sama somatika kot taka beseda, ki je bila več ali manj neznana. Zdaj v zadnjih letih seveda se je pa to področje začelo bistveno bolj razvijati, skladno s tem, ko so področja recimo uradne medicine in tudi ostalih področji, kjer poskušajo reševati kronične probleme ljudi, vedno bolj neučinkovita. Seveda ljudje iščejo potem druge alternativne načine, ker težavo imaš, boli, moti, te ovira, pa je ne moreš zrihtati, ne moreš je spremeniti, jo pač poiščeš načine, kakršnekoli, in AIQ je bil dejansko ustvarjen s tem namenom, da bi nadgradil znanje, ki ga je razvil Thomas Hanna. Thomas Hanna je pa razvijal znanje, ki ga je dobil od Mosheja Feldenkraisa. In smo v bistvu glih zaradi tega, kar je Hanna ugotovil skozi senzorno-motorno amnezijo, pravi, ko je dodal gor še ta koncept čustvene zrelosti, ki izhaja iz senzorno-motorne amnezije oziroma zaradi prenizke čustvene zrelosti razvijamo senzorno-motorno amnezijo. In v bistvu je to še zmeraj v Sloveniji sicer že relativno znan pristop, širše pa še dosti neznan, zaradi tega, ker vsaka stvar rabi svoj čas, tako kot to. Tako da je zelo velika verjetnost, da za AIQ niste še nikoli slišali ali pa niste ga slišali še tako bolj podrobno. Zato tudi namen tega predavanja, predstavitve, da spoznate, da obstaja pristop, kjer lahko na učinkovit način bistveno izboljšate svoje kronična, neželjena kronična stanja. In vem pa, da se bo sam AIQ v prihodnosti tudi zaradi tega, ker imamo vedno več, vedno boljših učiteljev AIQ-ja, ki vedno bolj znajo razložiti in pomagati ljudem ter jih učiti, da najdejo pot iz kroničnih bolečin, vedno bolj zastopan in vedno bolj razširjen. Sam dvig čustvene zrelosti v bistvu pri ljudeh povzroči to, da bistveno lažje dojamejo, v kakšnem stanju so v resnici. Še posebej je zelo pogosta zgodba, kjer en od staršev, običajno je to mama, zdaj, če mama nima primerno čustveno zrelost, je tudi oče ne more imeti in obratno. Zaradi lastne neprimerne čustvene zrelosti v bistvu ustvarja z otrokom partnerski odnos namesto starševskega odnosa. Zdaj, pravilno je, da ima ta starša otroka najprej dovolj dober partnerski odnos, ki prenese dodatno obremenitev, dodaten stres starševskega odnosa oziroma tega, da se rodi otrok. In potem, če je dovolj kvaliteten partnerski odnos, seveda dobimo lahko vse pogoje tudi za potem kvaliteten starševski odnos do otroka, ki pa v kombinaciji z dobrim partnerskim odnosom omogoča kvalitetno okolje, v katerem se otrok normalno razvije v odraslo osebo, ki ima potem ona sama dovolj visoko čustveno zrelost, da ima lahko tudi ona najprej kvaliteten partnerski odnos, iz njega ustvari otroka in nato ima do otroka kvaliteten starševski odnos. Seveda, v praksi se pa tudi zaradi veliko travm, vojn in ostalih stvari, ki smo jih bili Slovenci deležni v preteklih desetletjih, zgodi to, da je čustvena zrelost, ki jo dobimo, ki smo jo dobili od staršev, nezadostna. Tudi recimo to, da so še takrat, ko sem bil jaz rojen, mame bile doma 3 mesece, potem so šle nazaj v službo, ni na noben način pripomoglo višji čustveni zrelosti teh generacij, ki so se takrat rojevale. In seveda, ko ena generacija pade v čustveni zrelosti ali pa čustvena zrelost se ne dvigne skladno z zahtevnostjo življenja, ki se pa takrat recimo strmo dvigala zaradi avtomobilov, elektrike, telefonov, telekomunikacij, potem še internet, je prišlo do tega, da je bila
čustvena zrelost neprimerna za vzpostavitev kvalitetne partnerske zveze. In seveda starš, sploh ženska, pa čuti nagonsko, želi, potrebuje, hrepeni po primerni partnerski zvezi, in če ne ustvari z očetom otroka, potem se otrok ponudi oziroma začuti, da mami manjka partnerska zveza, in običajno potem pride do tega, da se razvije partnerski odnos med mamo in otrokom. In s tem v bistvu se nadomesti pomanjkljiv partnerski odnos z drugim staršem od otroka. Pogosto se pa celo potem zgodi tako, da se starševski in partnerski odnos zamenjata. Da ima recimo mati, redkeje oče, partnerski odnos z otrokom, pa starševski odnos z možem ali pa očetom od otroka, ne. In takih zgodb imam nešteto v svojem delu. In seveda v takem primeru pride do tega, da je izkušnja, da so podzavestni vzorci, ki jih je otrok mogel razviti, zato da se je prilagodil mami, da je lahko z njo imel partnerski odnos, od katerega je bil tudi on odvisen, zaradi tega, ker je mama ta partnerski odnos z otrokom v bistvu imela kot tisti glavni cilj, zakaj živi, pa da vse skupaj ostaja, ker če bi recimo otrok odklonil imeti partnerski odnos z mamo, bi potem lahko mama izstopila ven tudi iz starševskega odnosa, oziroma bi se partnerski odnos, saj ta navidezen partnerski odnos z očetom od otroka do konca razpadel, in pa bi ostala ženska sama z otrokom, kar sicer je danes izvedljivo in tudi lahko funkcionira, v preteklosti ni, ampak otrok ima še zmeraj močen odpor do tega, da nagonsko ne želi in se boji imeti eno starševsko družino, zaradi tega, ker je to še ne to daleč nazaj, 100 let nazaj v preteklosti pomenilo zelo bistveno slabše možnosti za preživetje, kot če je imela družina dve odrasli osebi, dva starša, ki sta skrbela za otroka. In v takih primerih seveda otrok nima druge izbire, kot iti v tak nepravilen odnos, ker pa seveda ustvari neprimerno čustveno zrelost in taka oseba ne zna učinkovito reševati problemov, hkrati ima pa v sebi še ogromno mišične zakrčenosti in čustvene neučinkovitosti, kar vodi v nemoč in v še močnejšo senzorno-motorno amnezijo in še močnejšo senzorno-motorno odtujenost. In potem, ko delamo s tako osebo, pride na dan take stvari in v bistvu te zgodbe o čustvenem incestu, o neprimerni uporabi in neprimernem usmerjanju čustev in neprimernih partnerskih odnosih dajo stranki zelo jasno sliko, zakaj v bistvu jo bolijo kolena, zakaj ima težave s kolki, zakaj ima kronično vnet mehur, zakaj ne diha pravilno, zakaj se ji ponavljajo kronične težave v rodilih ali pa v ramenskem obroču, od glavobolov, migren, spalne apneje, smrčanja, alergij na hrano, alergij na različne druge substance, se zelo pogosto povežejo s takimi stanji. In seveda na programu za dvig čustvene zrelosti bom o takih primerih, ki jih boste vi sami navajali, veliko govoril in skozi njih v bistvu tudi dal obrazlage, zakaj je bilo tako, zakaj v bistvu drugače tudi ni mogli biti in kako je to vplivalo na vas, da so se ustvarili v vašem podzavestnem sistemu določeni vzorci vedenja, ki vam v bistvu še dodatno otežujejo že tako zahtevno življenje. Se pravi, na kratko povedano je tako, višje ko ima oseba čustveno zrelost, bolj učinkovita je lahko v reševanju problemov. In bolj ko je učinkovita v reševanju problemov, bolj je privlačna za druge ljudi, ki so učinkoviti v reševanju problemov, in s tem v bistvu lahko ustvari okolje, kjer probleme učinkovito rešuje. In potem je količina problemov, ki jih življenje prenese, vedno manjša,
vaša sposobnost reševanja problemov pa vedno večja in v takem okolju potem lahko dosežete umirjenost, dejansko umirjenost, ki jo ne rabite vzpostavljati skozi zlorabo hrane, kemičnih substanc ali pa pristopov, kjer se ljudje učijo biti umirjeni, čeprav živijo v okolju, kjer je polno neurejenih, nerešenih problemov, kar je pa seveda iluzija. In seveda težava, ki nastane, je pa ta, da če nekaj zlorabljamo, potem smo za to vedno kaznovani. In tudi zloraba različnih pristopov, duhovnih pristopov ali ostalih, vodi potem v kazen, ker se oseba kljub temu, da temeljito več let aktivno z celim srcem deluje po določenem pristopu, tega ne doseže željenih rezultatov oziroma po nekem obdobju, kjer je boljš, pride pol obdobje seveda depresije, kjer pade dol in z dvigom čustvene zrelosti pa to preprečite, zaradi tega, ker ste vedno bolj sposobni definirati, kaj ni v redu in ste vedno bolj sposobni reševati probleme in imate vedno manj kroničnih problemov in ste vedno bolj sproščeni in ste v parasimpatičnem stanju z umirjenim dihanjem, z umirjenim srčnim utripom, zaradi tega, ker ste v okolju, kjer se počutite dobro in imate dovolj izkušenj, zvez, poznanstev in zaupanja v ljudi okrog sebe, da veste, da če pride spet nov problem, da ga boste lahko razumno in učinkovito ter pravočasno uredili. Vedno se morate zavedati, da tako ko je nekaj lahko prezgodaj, je lahko tudi prepozno. Dvig čustvene zrelosti ima tudi svoje omejitve. Pri ljudeh, ki imajo že močne okvare delovanja živčnega ali pa mišičnega sistema ali pa lokomotornega sistema, sklepov, pa tudi okostja skeleta, je lahko že prepozno in ne bo več mogoče skozi program dobiti primernega učinka, kot bi ga lahko, če se lotite dviga čustvene zrelosti pravočasno ali pa vsaj bolje pozno, kot pa seveda nikoli, oziroma pa še malo pa Ajko verzija je bolje pozno kot prepozno. Seveda odpora do tega, zakaj nimam časa vsak dan biti, ne da se mi vsak dan biti od 8 do 9 ure na Zoomu, razen seveda petek imamo prosto, ker imam take in drugačne obveznosti. Morate pa na drugo stran tehtnice postaviti pa, kakšen je vpliv časa na vaš kroničen problem ali kronične probleme. Sami veste, da sami se zrihtali ne bojo, razen če jih potlačite ali pa date v področje senzorno-motorne iluzije, kar pa je dolgoročno še slabše. Torej, če se ne rihta, se ne zrihta. In na programu boste dobili napotke, izkušnje in orodja, kako dovolj dobro razumeti, da če sami ne boste pomeli pred svojim pragom in poskrbeli za svoje probleme, da jih bo samo več, ne pa manj. In da je to način, na katerega lahko postopoma, sploh pa dolgoročno in trajno izboljšate težave ter preprečite, da bi šli po isti poti kot vaši predniki. Sam program traja vsak dan 1 uro, uro pa 5 minut, odvisno pač od tega, kdaj zaključim z odgovori. Začnemo z običajno 20 do 25 minut razlage, odgovori na vprašanja ali razlaga taka, da dojamete osnovne pojme, da vemo, o čem se pogovarjamo. Nato je tam med 30 in 35 minut dolga vaja, to je ali gibalna vaja, se pravi Ajko vaja, ali pa dihalni protokol, Ajko moduli, kjer v bistvu skozi samo izvajanje vaje dojamete in sprejemate ter skupaj sestavljate, kdo ste v resnici in kaj vse se vam je zgodilo v vaši preteklosti. Seveda v enem programu ne odkrijete vsega, ker je tukaj absolutno preveč, ampak en program je zadost, da v bistvu veliko bolj realno dojamete, kako ste, kdo ste in zakaj imate neželjena stanja. Potem pa seveda se lahko odločite za nadaljevanje na katerem drugem programu, pri meni ali pa pri mojih učencih ali pa uporabo katerekoli druge metode,
ki bi vam dala tisto, kar veliko bolj jasno čutite, da vam manjka, ali pa da bi vam z drugim pristopom pomagali, da odvzamete ali prenehate početi nekaj, kar vam je odveč. To je v bistvu namenjen program. Potem po vaji imamo pa še 5 do 10 minut na odgovore posvetim odgovoru na vaše vprašanje, vezano na to, kar ste občutili pri vaji, da bolj razumete, kaj se v bistvu dogaja. Sam program v bistvu je na začetku je uvodno predavanje, kjer v bistvu razložim osnovne gradnike same čustvene zrelosti in zakaj je pomembna. Potem sledi 30 dni, po 1 uro, vsak dan 1 uro programa. Na koncu dobite spet dostop do posnetka uvodnega predavanja in hkrati dobite vse 3 vaje, ki jih bom učil na programu v PDF obliki, tako da jih lahko izvajate tudi sami doma, na osnovi izkušenj, ki jih dobite v 30 dneh programa. Enako velja za protokol dihanja, ki ga bom učil na programu. Zraven je tudi učbenik, kjer so pojasnjeni osnovni in bolj globoko razloženi osnovni pojmi, ki vplivajo na dvig čustvene zrelosti, takšne kot je, oziroma zakaj je neprimerna in kaj narediti, da se dvigne, in kaj si lahko obetate, ko boste imeli višjo čustveno zrelost od tiste, ki ste jo dosegli. Tako da dobite vse potrebno, hkrati, če ste kdaj upravičeno odsotni, lahko zahtevate tudi posnetek vodenja vaje, tako da lahko za tiste dneve, ko nikakor ne morete biti na programu, del tega, kar program nudi, nadomestite. Seveda je pa vsekakor zaželjeno in potrebno, da ste na programu čim večkrat v živo, zaradi tega, ker je dizajn programa takšen, da v bistvu omogoča okolje višje čustvene zrelosti, kjer se v bistvu opazujete, učite in spoznavate ter občutite, kako je biti bolj učinkovit v reševanju problemov tega, kar ste navajeni. Ter s tem v bistvu tudi vam pomagam pri dvigu vaše čustvene zrelosti. Na posnetku, ali če niste na razlagi, tega vpliva ni, kar seveda zmanjšuje učinkovitost programa. Ni pa zdaj na noben način nujno, da morate biti čisto na vseh predavanjih, čisto na vseh dneh programa, če hoče, da vam program pomaga. Samo pač večkrat, ko ste, bolj močen učinek ima program. Cena programa je 350 €. Za to ceno dobite v bistvu veliko znanja, veliko časa, veliko pozornosti, ki vam bo omogočal, da boste bolj jasno začutili in doživeli, kaj vse se dogaja v vas in okoli vas, kar vam bo odprlo oči in omogočalo, da kreativno z uporabo zavesti spremenite tisto, kar vidite, da ni v redu in da je treba urediti. Če se želite prijaviti na program, imate možnost prijave na program, kjer je potrebno vnesti svoje podatke, napisati, ali želite, da je račun na pravno ali na fizično osebo, zbrati način plačila, ter to vse urediti, speljati tako, kot je treba, da lahko potem vsak dan sodelujete na programu in tako naredite zelo veliko dobrega za svojo prihodnost in za prihodnost vaših bližnjih in še posebej vaših otrok, ki bojo zaradi vaše višje čustvene zrelosti tudi oni dobili serijsko, lahko rečem, višjo čustveno zrelost, kar jim bo olajšalo in izboljšalo življenje. Pazite pa na to, da ker na programu je lahko največ 90 udeležencev, da ne boste zaradi dosti velikega povpraševanja po tem programu zamudili. Zdaj naslednji program za dvig čustvene zrelosti bom imel verjetno spet decembra ali januarja, tako da ne čakajte spet predolgo, da ne bo prepozno. Hvala lepa in lep pozdrav.